Raziskave so pokazale, da se poslabšanje duševnih funkcij pri Huntingtonovi bolezni lahko pojavi že nekaj let pred izgubo nadzora nad telesom, čeprav družinski člani obolelih običajno poročajo o zelo poznem prepoznavanju same bolezni. Že leta pred ugotovljeno diagnozo se, tako kot oboleli, tudi sami spopadajo s številnimi težavami zaradi bolezni. Prizadeti osebi se namreč zmanjšajo intelektualne sposobnosti, obenem pa se pojavijo izrazitejše čustvene težave. Bolezni pogosto ne prepoznamo in jo zamenjujemo z drugimi vzroki, kot so slabi živci, stres, duševne motnje ali težave v zakonu. Včasih se prizadeti niti ne posvetujejo z zdravnikom in se poskušajo sami spopasti s težavami. Oslabljene miselne sposobnosti in šibek čustveni nadzor so pogoste težave sodobnega človeka, zato jih je težko oceniti kot opozorilna stanja za razvoj Huntingtonove bolezni. Takšne motnje si običajno razlagamo kot nekaj, kar je povezano z utrujenostjo, s pozabljivostjo, starostnimi spremembami ali podobnimi vsakodnevnimi izzivi. Ko gre za Huntingtonovo bolezen, pa so ravno tovrstne spremembe lahko zgodnji znak razvijajoče se bolezni. Možni znaki upada duševnih sposobnosti se pri bolnikih s Huntingtonovo boleznijo kažejo kot izpadi spomina, zlasti kratkoročnega, lahko pa se izredno jasno spominja stvari in dogodkov iz preteklosti. Težave imajo z usmerjanjem in s prostorsko predstavo. Težko ocenijo, kaj je spredaj in zadaj, kaj je zunaj ali znotraj, težko ocenjujejo razdalje. Težave so tudi s čutili. Prizadeta oseba ima težave z razlikovanjem med toplim in hladnim ali pa za zaznavanje potrebuje veliko časa. To lahko povzroči težave pri prhanju ali kopanju. Sposobnost organiziranja rutinskih zadev je zmanjšana, zelo težko se spopada z novimi položaji in spremenjeno rutino. Ne more več opravljati več stvari naenkrat. Prizadeta oseba je videti nerodna, pozabljiva in kot da ne posluša. 10–15% bolnikov s Huntingtonovo boleznijo kaže znake demence oziroma Alzheimerjeve bolezni. Spominska oškodovanost, ki je prisotna pri nekaterih bolnikih, večinoma vključuje težave pri učenju novih vsebin, ne pa pri priklicu že pridobljenih, že poznanih informacij. Tako imajo bolniki s Huntingtonovo boleznijo težave predvsem s pomnjenjem imen in datumov, težko si zapomnijo tudi sezname besed, imen ali aktivnosti. Posledično se težko časovno organizirajo, zamujajo na sestanke, saj ne znajo predvideti, koliko časa bo trajal nek opravek. Večinoma pa z lahkoto prepoznajo osebe in se spomnijo dogodkov iz preteklosti. Vse, česar ne zmorejo opravljati tako kot prej, jih razburja in vznemirja. Zato naj bližnji poskrbijo, da bodo dnevne aktivnosti čim bolj rutinske, uporabljajo naj pregledne urnike in napravijo sezname bolnikovih obveznosti, poskrbijo naj za namige, ki mu pomagajo priklicati informacije in se izogibajo kakršnimkoli časovnim pritiskom. Upad sposobnosti pri bolniku postopoma povzroča čustveno neravnovesje. Čustvena prizadetost se kaže kot zmedenost, slabo razpoloženje, razdražljivost. Prizadeta oseba je videti depresivna, kaže pa tudi pomanjkanje motivacije. Pogosto je videti brez energije, nič je ne pritegne, za nič ji ni mar. Posledično se medosebni odnosi poslabšajo. Socialno vedenje prizadete osebe je lahko skrajno neprimerno, saj ne ve več točno, kaj je primerno v nekem družbenem okolju. Bolna oseba postane impulzivna, ima izbruhe jeze in izgubi samonadzor že ob najmanjšem dogodku. Upira se vsemu novemu in raje počne rutinske stvari. Ostaja doma, težko se odpravi od doma, ne želi si obiskov ali spoznavanja novih ljudi. Lahko postane agresivna do sebe in drugih. Začne se prepirati, doma, v službi. Ne ve, kako so se njene težave začele ali kako bi jih lahko rešila. Postane ljubosumna, nestrpna, nepredvidljiva, verbalno in fizično žaljiva, tudi ko gre za malenkosti.
Vse te simptome opazijo bližnji, ki se zaradi njih tudi sami lahko počutijo prizadete ali razdražene. Prizadeta oseba ne zna pojasniti svojega vedenja in je zato še dodatno zmedena in jezna. Tudi okolica se na vse skupaj pogosto odzove močneje, manj razumevajoče in netolerantno. Preden je pri posamezniku diagnosticirana Huntingtonova bolezen, so morda minila leta, v katerih se je obolelemu spreminjalo vedenje in duševne sposobnosti. Pogoste so misli v stilu, ko bi le prej vedel. Pojavlja pa se tudi občutek krivde za lastna pretekla dejanja ali besede. Kljub temu, da vedo, da je nastalo stanje povezano z razvojem bolezni. Ko je diagnoza postavljena, se bo obolela oseba odzvala s spremenjenim vedenjem. To je odziv, ki prihaja iz strahu pred prihodnostjo. Lahko se pojavi občutek nekoristnosti, jeze, zanikanje tega, kar je izvedel od zdravnika. V svoji jezi bolnik lahko vidi bolezen tudi kot izgovor ali dovoljenje za neprimerno vedenje. Dobro je, če okolica pravočasno prepozna spremenjeno stanje in se ustrezno odzove nanj, v dobro vseh vpletenih.